Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni na sprejemu za udeležence 24. poletne olimpijade gluhih, ki je sredi maja potekala v Braziliji. Slovenijo je zastopal kvartet mladih športnic in športnikov, ki so danes z nami, da jih skupaj počastimo in jim čestitamo za izjemne olimpijske dosežke. Vljudno vabim, da se predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju pred zastavami pridružijo Leja Glojnarič, dobitnica 2 zlatih medalj, in sicer v mnogoboju in skoku v višino. Iris Breganski, dobitnica 2 bronastih medalj v mnogoboju in skoku v višino. Marino Kegl, ki je v močni teniški konkurenci dosegel častitljivo 4. mesto. Tadej Enci, ki je dosegel odlično 11. mesto v teku na 400 metrov. Topel pozdrav namenjamo strokovnim sodelavcem ekipe športnic in športnikov in prav posebej pozdravljamo tudi učence, učenke Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Besedi vljudno vabim gospoda Antona Petriča, strokovnega sodelavca Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki bo predstavil ekipo izjemnih športnic in športnikov. Spoštovani predsednik Republike Slovenije in vsi gostujoči. Poletne olimpijske igre gluhih bi mogle potekati že decembra leta 2021, vendar zaradi COVID situacije se je prestavilo na leta 2022 maja. Naši dosežki naših športnikov iz prvenstva so 4, ki so sodelovali tudi na olimpijskih igrah. In enega tenisača in 3 atlete. Pričakoval sem, da bodo prišli zgolj do finala, vendar nekako potiho sem pa pričakoval, da bomo dosegli vsaj 1 medaljo, nisem vedel, kdo bi jo lahko dosegal in kakšna bo sploh konkurenca v Braziliji. Zelo veliko je bilo gluhih športnikov, vrhunskih gluhih športnikov. Vsega skupaj je bilo 2800 športnikov, približno, iz vseh držav po svetu. Prvič pa so potekale v Južni Ameriki. Ves čas olimpijskih iger je bilo zelo slabo vreme in so bili zelo slabi pogoji. Ja, in med tekmami je deževalo. Ja, in zaradi tega je bilo težko. Prvi 2 medalji sta dosegli dekleti kasneje v mnogoboju, in še Tadej v atletiki, ki je dosegal 4. mesto, 11. mesto. Žal je pa v njegovi skupini bila res nično močna konkurenca in tako je dosegel 11. mesto. Kasneje sta naši punci osvojili medalji v skoku v višino.
Na tem tekmovanju je Marino tudi odlično nastopal. In v času tekmovanja je tudi pokazal, da ima velike možnosti do finala, ampak žal ga je pa potem premagal indijski tenisač. In tako je dosegel 4. mesto. Moram priznati, da tudi 4. mesto je zelo velik uspeh, ker je sedaj 4. najboljši na svetu. Naši 2 dekleti, ki sta pa prejeli medalje, je pa res izjemen dosežek. Prvič po letu 1990, ko so naši smučarji dosegli 7 medalj na zimskih olimpijskih igrah na Finskem in vmes mogoče smo prejeli 1 ali pa nobene medalje in je bila tišina do sedaj, ko smo pa dobili 4 medalje. In smo postali, bi rekel, med državami, ki ima največ zlatih medalj. Mi, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije in Športna zveza, smo ponosni, da smo prejeli te medalje, da smo jih prenesli v Slovenijo. Zahvaljujem se tudi Zvezi športov invalidov Slovenije, Paraolimpijskega komiteja za pomoč in predvsem pri organizaciji vseh sodelujočih v Braziliji. Zahvalil bi se vsem, ki so nas podpirali tekom tekmovanja, nas bodrili, motivirali. Resnično hvala vsem. V tem trenutku bi pa želel gospodu predsedniku Borutu Pahorju dati neko darilo. To so naši tekmovalci, dekleti z medaljama in celotna ekipa. Hvala, gospod Petrič. Hvala, gospod Petrič. Z velikim spoštovanjem in občudovanjem k besedi vabim 20-letno Leo Glojnarič iz Brežic, ki je iz Brazilije v Slovenijo prinesla kar 2 zlati medalji. Spoštovana gospa Glojnarič, iskrene čestitke. Izvolite. Pozdravljeni. Zelo sem hvaležna gospodu predsedniku za sprejem. Rada bi pa povedala, da je bila to moja prva olimpijada in zelo vesela in navdušena in ponosna na sebe, da sem pripeljala svoje 2 zlati medalji domov. V Braziliji je bilo pa super, spoznala sem veliko ljudi, malo sem pa razočarana glede vremena, ker je bilo samo deževno pa hladno. Imela sem pa tudi poškodbo kolena. Zraven sem pa še pri disciplini mnogoboju poškodovala še sprednji del kvadricepsa, ampak sem si rekla, da bom zmogla do konca in tako sem prišla do cilja in sem osvojila zlato medaljo. Ja. Hvala. Hvala, gospa Glojnarič. K nagovoru vljudno vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Dober dan, lep pozdrav vsem. V skoraj 10 letih sem tukaj v predsedniški palači ali drugje, ampak običajno tukaj, gostil najboljše slovenske športnice in športnike. Mnoge najboljše sem tudi prosil, da se podpišejo na zastavo slavnih in vas bom danes prosil, da boste tako prijazni, da se jim s podpisom pridružite kasneje.
Rad bi čestital vsem, ki ste v tem času dosegli sijajne rezultate, zlasti te zadnje. Tako kot sicer v življenju, tudi v športu, brez odrekanj, brez treninga, brez veliko znanja, seveda brez talenta, ni mogoče doseči uspehov. Zdi se mi, da zlasti brez vztrajanja. To se mi zdi, da je značilno za vse velike športnike, tudi za vas. Vi šele začenjate kariero in če zmagujete z vsemi poškodbami in šele tako na začetku vaše športne poti, potem kaj nas šele čaka. Zato bom zelo vesel, da se mi podpišete na zastavo slavnih kot en signal, eno sporočilo vsem, da ni nobenih ovir, da se dosega najboljše rezultate. Vem, da je težko, morda v kakšnih okoliščinah še težje, ampak vi ste znak, da je mogoče vse. Ne samo vi, celotna ekipa. Jaz bi se ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so skrbeli za vas. Ne zdaj samo v zadnjem času, da ste se ovenčali za medaljami in uspehi, ampak skozi vašo življenjsko pot, da so vas spodbujali, da so vas navdihovali, da so vam pomagali, ko je bilo težko. Tukaj vidimo zdaj majhne piščančke, ki sigurno gledajo v vas z enim občudovanjem. In jaz mislim, da večjega zadoščenja za posameznika pa ni, da je navdih tem mladim ljudem. Tako da ob tem, da ste dosegli sijajne rezultate, dosegli medalje, ob tem, da bo zdaj vaš podpis na zastavi slavnih, se mi zdi, da je največje darilo za vaše uspehe to, da vas ti mladi ljudje občudujejo in da ste mogoče komu od njih, morda marsikomu, dali neke sanje, ki jih morda brez vas ne bi imel. Iskrene čestitke vam, mentorjem, staršem, vsem, ki so vam pomagali na tej poti. Sprejmite tudi moje najboljše želje za vaše nadaljne športne poti in uspehe. Vam želim vse dobro in hvala, ker ste me danes počastili za obiskom v predsedniški palači.